pozdravljeni. Cepljenje je izjemnega pomena v vseh življenjskih obdobjih. Zlasti pa je pomembno za ohranjanje zdravja v jeseni življenja. Danes ob sebi gostim primariko, docentko doktorico Alenko Trop Skaza, epidemiologinjo z NIJZ-ja in strokovnjakinjo na področju cepljenja. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Če začneva kar pri tistih bazičnih cepljenjih za starejše. Dve cepljenji, ki jih posebej priporočamo za starejše in jih tudi krije obvezno zdravstveno zavarovanje, torej so za njih brezplačni, sta cepljeni proti gripi in pnevmokokom. Zakaj? Gripa v času kroženja virusov gripe zahteva precejšen davek v smislu obolevnosti, težkega poteka in seveda tudi tragičnega zaključka prezgodnjega življenja, ker starejši lahko umrejo zaradi gripe. In če pogledamo tako imenovan Daily Index, ki je nekako merilo za težo med nalezljivimi boleznimi v smislu slabe kakovosti življenja in tudi let izgubljenega življenja zaradi bolezni, ima gripa daleč največjo utež, kar pomeni, da je med nalezljivimi boleznimi pri starejših nad 65 let lahko usodna. Na drugem mestu po tej lestvici davka, ki ga nalezljive bolezni zahtevajo, pa so tako imenovane invazivne pnevmokokne okužbe. Za obe bolezni nekako velja sezonsko pojavljanje, torej gripa jesensko-zimska sezona in seveda tudi pnevmokokne okužbe podobno. Gripa, kot vemo, največkrat povzroča obolenja v zgodnjih dihalih, vendar pri starejših, ki imajo pogostokrat pridružene številne kronične bolezni, recimo povišan krvni tlak, sladkorne in druge metabolne bolezni, kronične bolezni dihal, druge kronične bolezni obtočil, seveda lahko poteka tudi težje, ne samo, da pride do vnetnega dogajanja v zgornjih dihalih, lahko pride tudi do tako imenovanih predvsem sekundarnih pljučnic, to pomeni, da so prizadeta spodnja dihala, da se razvija pljučnica, ki pa jo pogostokrat povzroča prav pnevmokok. In mi govorimo o tako imenovanem sezonskem pojavljanju, kar sem že pojasnila, in drug moment nekako o prekrivanju teh številk, kar se tiče gripa in pnevmokok. Če se zelo laično predstavljamo, kaj naredi gripa v dihalih. Gripa okvari lokalno odpornost, okvari tako imenovani mukociliarni epitel, torej te lokalne obrambne mehanizme in v bistvu sam virus gripe lahko seveda tudi prodre v spodnja dihala, ampak je to bolj poredkoma, ker pa na stežaj odpre vhod drugim mikrobom, med katerimi je pa ravno zelo pogost pnevmokok, ki povzroča zelo pogoste pljučnice, zlasti pri starejših si lahko predstavljamo. Starejši z gripo v bistvu nima več lokalne odpornosti in dejansko pride v kontakt z pnevmokokom, ki prodre v spodnja dihala, povzroči najbolj pogost klinično ekspresijo, to pomeni pljučnico, zaradi katerega seveda se lahko tudi ne samo oseba znajde v bolnišnici, ampak tudi umre. Pri tem poudarimo, obe dve cepljenji sta za starejše odrasle brezplačni. Torej, cepljenje proti gripi je že vrsto let nekako krito iz fonda tako imenovanega obveznega zdravstvenega zavarovanja in ljudje to laično razumemo, kot da je brezplačno. Drugo cepljenje, ki pa je seveda tudi brezplačno v navednicah za vse starejše od 65 let in za vse kronične bolnike, ne glede na starost, je pa trenutno tako imenovano 23-valentno polisaharidno cepivo, kjer je v bistvu tudi možnost ponujena vsem imenovanim v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Samo za en uvid v dejansko množico ljudi, ki jim to cepljenje pripada, recimo starejših od 65 let v Sloveniji je nekako 460–470 tisoč. Če pogledamo številke iz plena cepljenja v lanski sezoni, recimo proti gripi, koliko oseb starih 65 let in več se je proti gripi cepilo? Približno 80 tisoč. Koliko recimo smo lani porabili tega cepiva, ki je namenjeno tej populaciji v Sloveniji? 10 tisoč. In če to primerjamo z številkami na drugi strani, vidimo, kako bi bilo dobro, da bi ljudje bili bolj ozaveščeni in bi dejansko to cepljenje, ki jim zavarovalnica ga omogoča preko prispevkov, tudi zahtevali. Kaj bi se zgodilo, če bi recimo dosegli ta cilj Svetovne zdravstvene organizacije, da bi bilo 75% starejših odraslih precepljenih proti gripi?
Kakšen vpliv bi to imelo pač na posameznike in tudi na družbo? Dream a dream, bi zdaj trenutno človek rekel, glede na slovenske razmere. Torej, glede precepljenosti proti gripi, imenovala ste oziroma povedala ste ta kazalnik Svetovne zdravstvene organizacije, dobra precepljenost, v bistvu mi smo še daleč od tega, ne. V lanski sezoni dejansko se je cepilo malo več kot 5% Slovencev in približno 16% v populaciji starejših od 65 let. Kaj bi se doseglo, če bi dosegli boljšo precepljenost? Recimo Danci med državami Evropske unije imajo odlično precepljenost starejših, 65 plus, 75 in več odstotkov. Kaj bi se doseglo? Torej, pošteno povedano, če bi mi primerjali imunogenost, torej zaščitno moč cepiva proti gripi z ostalimi cepivi, lahko rečemo, da pri starejših cepivo proti gripi nekako v 25 do 30% ščiti pred samo okužbo. Torej bi ljudje lahko rekli, joj, pred okužbo slabo ščiti, ampak če pogledamo pluse vnaprej, tako da to cepljenje, če že starejša oseba dobi gripo, zahvaljujoč cepljenju, ima 50 do 60% manjše tveganje za težji potek gripe in 80% manjše tveganje, da zaradi gripe kot neposrednega vzroka tudi umre. Torej, v kumulativi slovenske epidemiološke slike, če bi bila precepljenost pri starejših boljša, se tudi v jesensko-zimskem času ne bi srečevali z prenatrpanimi oddelki, ne bi se srečevali z apeli zdravnikov, zdravstvenega osebja, pojdite se cepiti, da ne boste zaradi težav, ki bodo nastale zaradi poslabšanja vašega kroničnega stanja plus gripa obležali na hodniku in v bistvu svet bi bil v tej situaciji kroženja virusov gripe in pa tudi pnevmokoknih okužb, seveda, če gre to z roko v roki, lepše in seveda manjša obremenitev. Jaz vedno pravim, ljudje vedno v kontekstu cepljenja mogoče preveč izpostavljamo slogan cepiva rešujejo življenja, ampak cepiva rešujejo zdravje. Pa tudi, če slučajno cepljena oseba zboli za nalezljivo boleznijo, proti kateri se je cepila, bo ta bolezen potekala v blažji obliki. Komu je pa všeč, da en teden leži doma z vročino 40 ali pa malo manj, ga trga po sklepih, ima ostalo simptomatiko gripe, da ne govorim pri starejših komorbidnih, da pride tudi do iztirjenja osnovnih kroničnih bolezni. Se je pa proti gripi treba cepiti vsako leto. Zakaj? Ja, potrebno se cepiti vsako leto, predvsem sta tukaj dva razloga. En razlog je, da je cepivo brez adjuvansa, pomeni, da je odziv po cepljenju soliden, vendar s časoma upade. Tako da traja nekako odpornost, zaščita proti gripi, predvsem pa tudi proti težjemu poteku gripe z zapleti, nekako izveni, traja par mesecev, recimo 6 do 12 mesecev, potem se konča. In vemo, da v tem ciklusu se pa zopet začne nova sezona gripe in se je potrebno, tudi če so virusi gripe popolnoma identični, 2 leti zapored, spet ponovno cepiti. Torej, razlog je usihanje imunskega odziva, drugi razlog pa je, da se virusi gripe tudi hitro spreminjajo in zato je pač cepivo vedno prilagojeno pač po napovedih virusom gripe, ki bodo krožili v aktualni sezoni in to je ta drugi razlog, da se je tudi potrebno cepiti, torej 1+1 je 2 in v bistvu prošnja, apel, mislite nase in sledite našim pozivom, našim prošnjam in se odločite za cepljenje proti gripi. Kako je pa s cepljenjem proti pnevmokokom? Kolikokrat ga je treba ponavljati? Torej, to cepivo, 20-valentno konjugirano cepivo, je dovolj en odmerek, neodvisno od starosti. Kaj se pa zgodi z našim imunskim sistemom, ko se staramo? Kaj se spremeni? Kaj se spremeni? Veliko stvari se spremeni. Namreč naravno fiziološko usihanje imunskega odziva se že začne po 50. letu. In to fiziološko usihanje imunskega odziva s tujko imenujemo imunosenescenca. Padata oziroma usihata obe komponenti našega robustnega imunskega odziva, tako humoralni, ki ga merimo v nivojih protiteles, kot celično posredovani imunski odziv. Poleg tega v bistvu usiha tudi naravno pridobljena imunost. Recimo, mi imamo številne celice, ki pomagajo v bistvu, da se mi kot organizem borimo proti tem tujkom, ki jih s tujko imenujemo antigeni.
usiha število fagocitnih celic, to je celic požiralk, usiha njihova možnost, da recimo odstranjujejo mikrobe, usiha število tako imenovanih antigen predstavitvenih celic, to so posebne celice, ki ujamejo mikrob in ga predstavijo našemu imunskemu odzivu, da začne potem s kaskadnimi reakcijami naše obrambe. Torej, imunosenescenca po 50. letu se že začne, po večini, pri določenih osebah lahko tudi prej, to so recimo osebe, ki so na kakšnih imunomodulatornih zdravilih, ampak to je fiziološko, naravno in zato je še toliko bolj pomembno, da se proti določenim nalezljivim boleznim, naprimer, cepimo mi že v mladosti, ker boljše odreagiramo na to cepivo in potem ponavljajoča cepljenja imajo pri določenih cepivih možnost, da zaradi spodbuditve imunskega odziva izzovejo višji imunski odziv, merjeno v nivojih protiteles in boljšo zaščito. In če zdaj to pogledamo, dejansko je smiselna naložba za določene nalezljive bolezni, da se začnemo cepiti že v mlajših letih, seveda pa vezano na to imunosenescenco, kljub temu, da je imunski odziv slabši v primerjavi recimo enega 65-letnega versus 30-letne osebe, vendarle v bistvu, če se ne cepiš, ne daš svojemu imunskemu sistemu nikakršne možnosti za specifičen odziv, ko bo prišel organizem v stik z mikrobom. Zato je apel, da kljub imunosenescenci cepljenje starejših da, ne velja povsod, da je imunski odziv, bi človek rekel, ne dovolj dober, je seveda slabši, ampak vendarle je to edina možnost, da se v starejših življenjskih obdobjih zaščitimo pred nalezljivimi boleznimi, sploh tistimi, ki sva jih omenila. Gripa, pnevmokokne okužbe in imamo še nekaj drugih, kjer tudi priporočamo cepljenje. Katera? Torej, v Sloveniji je velikokrat spregledano, tudi pri kolegih, da v bistvu vsakemu v Sloveniji v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja pripada tako imenovano preekspozicijsko cepljenje proti davici in tetanusu. To imamo eno kombinirano cepivo in je dobro, da na to pomislimo in da smo potem manj v stresu, ko utrpimo kakršnokoli poškodbo. Recimo zanimiva, tragična zgodba, ne glede na to, da gre za starejšo osebo, se je zgodila pred parimi meseci. Starejša ženska iz ruralnega območja je utrpela tetanogeno rano. Nihče v zdravstvu ni nikoli preveril njenega cepilnega statusa in je potem za posledicami tetanusa tudi umrla. Prototip oseb, ki v Sloveniji dobijo tetanus, so predvsem starejše ženske iz ruralnega okolja, ki so nekako bile spregledane v teh množičnih cepilnih akcijah proti tetanusu, ker vemo, moški, vojska in tako naprej in teh priložnosti ni bilo. Torej, preekspozicijsko cepljenje na 10 let proti davici in tetanusu in vezano na situacijo, o kateri smo bili lansko leto priča proti oslovskemu kašlju, je tudi možno, vendar ne v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, ampak samoplačniško. Davica, tetanus pa vsakih 10 let brez kakršnekoli poškodbe. Drugo cepljenje, ki je tudi, bi človek rekel, na strani uporabnikov spregledano, nažalost, kljub velikemu epidemiološkemu bremenu te bolezni, je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu. V Sloveniji je to cepljenje trenutno omogočeno vsem odraslim, ki so rojeni v letu 1970 do vključno 1980. leta. Torej vsi odrasli v teh rojstnih kohortah imajo pravico do cepljenja s 3 odmerki tega cepiva. Če so slučajno že bili cepljeni s 3 odmerki, pa imajo pravico do 3 poživitvenih odmerkih, ki se vezano na starost vršijo na 3 oziroma 5 let. Torej, to je drugo to cepljenje, ki je tudi omogočeno za določene starostne skupine v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. Se pa priporoča tudi starejšim odraslim? Seveda se priporoča vezano na to neugodno epidemiološko situacijo vsem. Čeprav mi dve danes govoriva o starejših odraslih, naj vendarle izkoristim priliko in nagovorim tudi ostale, ki mogoče gledajo ta prispevek, da je ta pravica do 3 odmerkov tudi dana vsem otrokom, ki so rojeni po letu 2016, to so zdaj otroci stari 9 let, pa se na to tudi pozablja. Poleg tega v bistvu imamo v tem kontekstu cepljenj, ki se svetujejo starejšim,
ker jih pač ta bolezen bolj ogroža, je seveda tudi cepljenje proti herpes zoster oziroma pasovcu. Tukaj imamo določene zelo ranljive skupine oseb, starejše od 18 let, mogoče samo da jih omenim, osebe z motnjami v imunskem odzivu, rakavi bolniki, osebe z Downovim sindromom, osebe z kronično ledvično odpovedjo od 3. do 5. stopnje in še bi lahko naštevala, kjer je tudi cepljenje omogočeno v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja in na drugi strani je to cepljenje omogočeno tudi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja za vse starejše 65+, ki imajo tudi določene težave, sistemski lupus eritomatozus, kronično obstruktivno pljučno bolezen, astmo, motnje v imunskem odzivu, sladkorno bolezen, kronično ledvično obolenje. V tem primeru pa je cepljenje sestavljeno iz 2 odmerkov cepiva, nekako v razmiku 2 do 6 mesecev po prvem odmerku. Tako da to je še zdaj ta skupina priporočenih cepljenj, ki so nekako na pladnju, v bistvu samo vzeti je potrebno opraviti to cepljenje in pač zaščititi sebe v najboljši možni meri. Lahko pa še omeniva, da obstaja tudi cepivo proti RSV. Seveda, je pa samoplačniško. Hvala vam za tole. Tako cepivo proti RSV ima 2 ključni populaciji, namreč cepljenje nosečnic z namenom, da cepljena bodoča mamica zaščiti proti RSV svojega dojenčka v tem najbolj ranljivem obdobju, in druga skupina cepljenje starejših nad 60 let. Torej, respiratorni sincicijski virus ogroža te najbolj male in seveda tudi starejše odrasle in starostnike. Verjetno v Sloveniji bomo morali počasi razmišljati o novi besedi, kdo je starostnik, o novih definicijah. Ko sem jaz študirala, so bile to osebe 65+, sama sem že blizu te starosti, pa nekako ne morem se nasloviti z starostnikom. Tako da starejši odrasli, seveda RSV povzroča pri teh 60+ lahko tudi težje zaplete, obolenja dihal, pljučnico, tako da nažalost trenutno je cepljenje z tem cepivom še samoplačniško, ampak videli bomo, kaj bo prinesel čas. Kaj pa COVID? COVID v bistvu smo nekako na njega pozabili, jemljemo ga kot nekaj samoumevnega, čeprav vemo, da COVID še vedno seveda virus kroži, da ni nekako uspel usvojiti tistega ozkega sezonskega vzorca, tako da se pojavlja preko celega leta, zahvaljujoč imunskemu pobegu. Dejansko imamo zdaj opravka z različicami, ki ne zahtevajo več tiste krute realnosti, v kateri smo jo bili priča pred decembrom 2020, ko smo imeli registrirano prvo cepivo, tako da še vedno da velja. COVID je sezonska bolezen, podobno kot gripa, ampak seveda cepljenje je še kako na mestu. Če primerjamo zdaj odzivnost ljudi za cepljenje proti gripi ali pa za cepljenje proti COVID-u, je recimo nekje manj kot polovica tistih, ki se odločajo za cepljenje proti gripi v tej starostni skupini, nekako naklonjena tudi cepljenju proti COVID-u. Ob tem bi opozorila še na to knjižico, ki smo jo ustvarili na NIJZ-ju. Gre za brošuro cepljenja za starejše odrasle. Na voljo je pri vseh družinskih zdravnikih, v ambulantah in pa centrih za krepitev zdravja po vsej Sloveniji. Vam pa hvala za pogovor in upam, da sva koga nagovorili v pozitivno smer, da se bo morda lažje odločil zaščititi svoje zdravje. Hvala za povabilo in nekako moje zaključno sporočilo, da ljubezen do samega sebe se kaže tudi v kontekstu varovanja svojega lastnega zdravja. Hvala.